Daj pomagi, no. Ja. Kaj si on mislil tam? Dobro veste, koliko mi je tole manjka. Ker sem vas vprašal, kaj bi najraje gledali v naslednjih vlogih, ste v veliki večini zbrali na Instagram anketi road trip z bratom. In to je tudi nama nekaj, kar v bistvu najraje delava, da potujeva, odkrivava nove kraje, jih posnameva. In ko pomislim, je to nekaj, kar sem si najbolj želel v življenju. Je pa tako, ne, da smo v zelo čudnem obdobju zaradi koronavirusa in ko sva planirala, kam bi šla, so nama v bistvu zaprli vse možnosti, veliko mej je bilo zaprtih. Dan. Nisva mogla ne levo, ne desno, ne dol. V bistvu edina možnost, kaj je, da gre sever na sever. Severna jo kliče. Severna jo kliče v bistvu. Ja. Gravitacija, kaj? Ja, to sploh gasa notri vas tiska, to bo kar šlo. V bistvu greva na najbolj severno točko, ki jo lahko z avtom doseževa. Da bova pa to vse skupaj še bolj naredila fotogenično, seveda ne smeva spustiti Islandije. Upam, da kakšen pingvin, samo po mojih ni. Ampak da so ful majhni, pol metra je. Da bova pa vse skupaj naredila malo bolj avanturistično, bova pa večino časa preživela v avtu, kar pomeni, da bova tudi spala v njem. Oziroma ne v njem, ampak na njem. Vse skupaj planirava na nekih 10.000 km, 10 prevoženih držav in nekih 45 dni. Če bo vse po sreči. Če bo kaj karantene, bo malo dol, ne? To so vzela že v zakup, da najbrž bova šla vsaj enkrat v karanteno. Open your mouth, look at me, say A. Treba je povedati tudi to, da je bilo zadnji ogromno enega planiranja, usklajevanja, velike ene logistike. In v bistvu ne vem, če bi si lahko zamislila midva tak trip, kot si ga, če ne bi imela podpore sponzorjev, več njih, in sicer dva velika. Telemach. Uporabljala bova njihove storitve, se pravi, da bova lahko redno aktivna na socialnih omrežjih in objavljala Instagram, storije, vloge, pridno uploadala. Poleg prenosa podatkov so nas opremili tudi s tehnično opremo in to je izgledalo tako. Kaj pa nov iPhone pride? Oktobra. Jaz sem velik ljubitelj iPhone-ov. Anže ima pa rad tele androidne. Naprimer tega, S20 Plus lahko vzameš, A7-1, če kdo rab v jesenski akciji. Prav, sklenili bomo paket, ki ima največ interneta, se pravi paket največ, 10 GB prenosa izven Slovenije, pa ga lahko pa naknadno še vklapljaš po 3 GB, ne? 4 GB, pa neomejeno klicev, SMS-ov, MMS-ov. 6 mesecev imamo 100% popusta. Ja, se pa tako grdo podpišem s tem elektronskim. Super, zdaj sva pripravljena, oziroma ne, jaz sem slišal, da imate še en paket zame. Tak, malo bolj fizičen. Ja. Ne tak paket, ampak tak, malo bolj zapreden. Takole. To so 3 paketi. Dobro veste, koliko mi je tole manjkalo. Ko da imam rojsten dan, ali kaj? GoPro 9-ka, tale je pa prišla, mislim, da 2 dni nazaj ven. Tako zelo frišna, pa težko pričakovana zadeva, pa nastavki, to na avto prinimala. Koliko je tega, no, leto? V bistvu bi bil greh brez drona pa GoPro-a sploh iti na Islandijo. A boš ti zdaj avto malo okoli obrnil, da bova videla še ta drugega velikega sponzorja? Bom. Se pravi, drug velik sponzor je pa Intersport. Oni bojo pa poskrbeli za to, da naj zebelj, da bova imela kje sedeti, da bova imela kje kuhati, da bova fajn opremljena. Lahko piha tanka satan, veš, pa ne bo nič. Se pravi, so pohodniško in kemping opremo, šla so v njihovo trgovino in so si lahko nabrala, kar sva hotela. Če prav razumem, je to najbolj topla spalka, ki jih imate? Ja. Tem te nav zebeljne standi. Res? Jaz mislim, da ne. To je rabno nujno za najen gorilnik. Jaz bi tak ruzak, da dam lahko še fotovrat not. Wow, Sajzen, bravo. Veliko fajn prostora. Puno hitro pa še nisem kupoval nikoli v življenju. To bom. Tukaj smo domati, ki je toliko taborniške opreme. Ja. Eno tole pa jaz rabam za kavo. To je malo premejhan za tvojo kavo. Bolj tole, Tatjanca, ker na toč, veš. Dobro, jaz bom te vzel. Okay. Najbolj lušten del v Intersportu je pa to, ko imajo eno sobo, ki se imenuje zimski svet. Prostor ohladi na -20, zato da sprobaš, če puhovka dosti topla. Vidno.
Dobre, ta več je proba spalno vrečo, da se jaz oblečem pa grem noč. Ja, veš, da mi je kdo kaj rekel. Ne bo, no, ne. Sej, jaz bom sprobal dejansko. Sploh nisem vedel, da piha. Ful dobro. Čuj, smo se najel. Če vam midva to avto spravila. Itak pa vsi vemo, da na samo pot ne bi sploh mogla iti, če ne bi imela avta. In zato je spet poskrbel Pleško Cars. Dobila sva Renault Koleos. Ima pa opremo Initial Paris. Da ne omenjam, da ima gretje volana, hlajenje sedežev, gretje zadnjih sedežev, gretje sprednje šipe, šibedah. Da pa bo avto bolj primeren za najino pot, ker bi rada midva kdaj tudi zavila dol iz ceste, smo zamenjali 19-colska platišča za 17, pa dali gume z višjim profilom. So mi pa pri Pleško tu zrihtali še eno manjšo predelavo in sicer na MS rezervne gume so dali noter 2 akumulatorja, inverter. Tukaj imava zdaj po ta novem 220 V. Imava klele manjšo varovalko, ki jo lahko ven vrže, če gre kaj narobe, in pa glavno varovalko. In vse skupaj je zvezan na akumulator, ki ga polni alternator, kar pomeni, da imava klele še eno varovalko in tudi, ko midva sprazneva tiste 2 akumulatorja, ne bo praznil glavnega akumulatorja, da ne bi kaj ostala. Kar je pa najbolj pomemben, je pa to, da bova lahko imela skozi polne kamere, laptope, telefone in tako naprej. Da bo pa avto dobro izgledal, so pa poskrbeli pri Markingu. Oni so zelo veliki specialisti za polepitve in grafične dizajne. Za primer lahko dam, da so polimali Red Bullove avione. Hudo. Najprej smo gor zrisali dizajn, pol so ga dol poslali, kjer smo ga zdaj sprintali, pol gre pa še v razrez, pa končna polepitev. Luka je prišel pa kontrolirati zdaj, če bo njegov avto na koncu. Ja, ni važno, kakšen način, važno je, da bomo vsi del. Ja. Pa da bo avto dobro izpadel, ne? To bo itak, ker je Renault, ne? AMZS naj jo pa opremil z članstvom Premium, ki pa zajema zdravstveno zavarovanje, pa pomoč na cesti na celotni najini poti. Še rekli so, da moram biti pripravljen, če bom kdaj zapeljal iz ceste, oziroma da dobim neke osnove, zato smo me peljali na tečaj terenske vožnje. Ampak v življenju ne bi zapeljal take lukne, stari. Zdajle smo na 2. Ne pomagi, no. Ja. Kaj si on mislil tam? S prilagojeno hitrostjo se da. Dobro si to povedal. Do zdaj smo vozili dol, po tem poligonu, zdaj gremo pa gor. In to zna biti pa malo večji izziv. A dam še lahko ta lok probam. Sam še več gasa je bilo treba dati, ampak me je bilo strah, da ne bom kar skočil ven. Ga moraš pa skozi konstantno držati, tako kot gre razlagal na teoriji, sam pol v praksi se pa kar malo ustrašiš. To nam je bilo pa kar strah. Da se saj zaveš, ne, zmogljivosti tako avta pa... Ja, pa to malo tehnike, da dobiš neke osnove tehnike, kako volan obračati. Uraden del off-road tečaja si tam zaključil. SUV tečaja. SUV tečaja. Zdaj pa tiska ima dosti primeren avto. Ne vem, če imamo mi glih dosti. Gremo pa še klele sprobati.
Rekel, da lahko grem s kolem, sem tle noter. Ful bi šel, sam mogoče ne 2 dni pred odhodom. Najbolj me je strah, da bi mi kakšne konektorje, kakšne senzorje zalil, pa da bi pa pol pot zamaknila še za kakšen teden. Kje bo pa spala? Jale. V glavnem gre za koncept overlanding šotora. Tega so nama dali pri Matsportu. Pokaž. Ti, tole je bilo pa 1, 2, 3. Zdaj pa samo še une štangice raztegneš. Bova vse to bolj predstavila na potovanju. Zdaj morava dati samo spalne vreče not, kar je spet en velik plus, da ne rabva vsakič šotora postavljati, spalnih vreč zlagati. Kar precej enih stvari sva pa spravila klele od spodaj. Ful več, kot sem mislil. Zgleda, kad je našlo noč, da so dala pa pol stvari tle za spanje, pa tako, kot narabo vsak dan. Ribiška oprema, šotor. Pa ful enih prčkarij, ker se bi drugače sam valjale po Prav avto. prčkarije so, ne? Ja, tiskar ne rabeš, ne vem, skiro vsak dan. To je ena od teh prčkarij, ki bi se sam valjala po avto, veš, ker ful bi jo predstavljala 16krat, pa na konc pa bi lahko že pospravljala to nekaj. Prav vsakič, ko bi hotel kaj vzeti, bi mogel to vrečko predstavljati. Sam boš dal šraufen cigar. A To je spet ena klasična stvar, ki bi se valjala posod. Zdaj, koliko je fajn. Tu smo res. Če bi se do konca zaprl, bilo pa še boljše. Prvi boks se imenuje kuhinja. Pokaž najno kuhinjo. Kje 2 meseca sva lahko zdaj v gozdu in sam kuhava. A deja bi šla že, no? Čak, no, to treba not spraviti. Takole bo šla, evo. Tale fotič se enkratno uporabil. Imam ga že 2 leti, pa slikam vsake tok. Pa menjaš film ali kako? Ne. Ja, kako ga imaš lahko 2 leti? Ja, po 2-3 slike naredim. Na let. Ja, ne, na kakšnem dogodku. Bolj za eventke v bistvu. Tam gremo pa pritisnem, kad se spomnim. Kar velika zadeva za 2 fotki na eventek. Najna farmacija. Labelce, nalgesini, tisti, če te kaj žgečka po grlu. Spakirala sva, kar nama manjka je še malo hrane. To bova šla kar v Nemčijo kupiti, kaj je na poti, ne? Itak pa jaz ne bi bil jaz, če ne bi spet pozabil potnega lista, tako da greva zdajle še zadnjič domov. Pa švigneva čez Avstrijo, Nemčija, pa sklepava, da vas spala Hamburg. Ja, tam na severu Nemčije. V bistvu sva malo last minute z vsem tem pakiranjem in to, ker morava ujeti trajekt na severu Danske za na Islandijo, dokaj je 1800 km. Pa čez 52 ur gre. Tako da toliko časa imava. Se nama bo ratal, ni spet toliko daleč. Tako da, gremo! Ključ mi je padel, predsedaš, no. Beglih klele not, tu manj. Zdaj vstav.